dobro jutro, dober dan. Z vami je prvi jutranji program. Gost svetovalnega servisa na prvem programu je magister Roman Vodeb, teoretski psihoanalitik in osebni svetovalec. Pogovarjali se bomo o stresu, zakaj smo v stresu, kakšne so posledice stresa in kako ga lahko blažimo. Magister Vodeb, kaj se pravzaprav dogaja v telesu, v naših možganih, ko je človek v stresu? Torej, neki zunanji držljaji povzročijo, da naša misli tisto, kar vidimo, kar sprejemamo, kar slišimo, in naša psihična realnost ima to sposobnost, da se včasih zavozlja in misli stvari čisto svojo specifično smer. In misel je tista, ki nek zunanji držljaj pretvori v stres. In ko misel začne to zagatno situacijo misliti, ima v sebi vezano neko energijo, neko psihično energijo. Misel je libidinalno investirana, bi se rekla v psihoanalizi, se pravi oenergetena. Polno neke abstraktne kategorije nosi v sebi, ki rečemo energija, to ni fluidna energija, to ni nek hormon, libido ni hormon, ampak je abstraktna kategorija, in stresne misli so stresne zato, ker so oenergetene, ker se veliko energije pretaka in ta energija je lahko, torej misel lahko misli neke kontekste v negativnem smislu ali pa v pozitivnem. In stres, ki ga doživljamo zaradi mislenja negativnih misli, je dejansko stresen, se pravi boli, je neprijeten, lahko je pa stres tudi pozitiven. Vse je pa odvisno, kako misel zapopade ta zunanji držljaj, te stresorje. In od tega je odvisno, ali smo mi v tem pozitivnem ali pa negativnem stresu. Kaj se dogaja s hormoni? Torej, hormoni imajo specifično izločanje. En adrenalin je hormon stresa. Ampak ne gre za to, da bi se adrenalin kar, bi rekel, izločal pa pretakal po krvi. Gre za to, da misel sproži hormonske spremembe. Misel pa lahko misli neko zagato zelo oenergetenost, libidinalno energeteno, in ko se to zgodi, se začnejo hormonske spremembe. In potem, bi rekel, egopsihologi govorijo o adrenalni izgorelosti. Nikoli ne gre za to, v bistvu, da izgoreva adrenalin. Gre za to, da se kuri, da izgoreva ta življenjska psihična energija, ki ima pač v teoriji ime libido, ki pa jo ne smemo, to koncept libida ne smemo jemati kot tisto seksualno strast, ampak kot vitalno življenjsko energijo, iz katerih se napajajo motivacijski procesi. Se pravi, da je dolgotrajni negativni stres v končni fazi vedno pripelje v izgorelost. Torej, ta libido ima meje, je nek rezervar, in če se ga nenehno troši v velikih količinah, in če se ta libido, govoriti pa moramo o objektnem libidu, če se iztroši, če ga zmanjka, mora človek aktivirati svoje rezerve v obliki tako imenovanega narcističnega libida oziroma libida jaza. Ta libido je pa namenjen za to, da človek misli sebe. In ko se objektni libido iztroši, pride do te tako imenovane izgorelosti, do sindroma burnouta. V objetosti tega sindroma pa človek začne nizati neke simptome, vzpostavi se mu neko psihično počutje, postane brezvoljen, ciničen, apatičen, malomaren, samo zato, ker mu je zmanjkalo energije, da bi neke življenjske kontekste še naprej razumeval tako logično, racionalno, in postane v teh permanentno stresnih situacijah, postane človek iracionalen. Misli popolnoma iracionalno in tudi sprejema iracionalne odločitve, in to samo zato, ker mu je zmanjkalo energije, ki jo misel rabi za to, da racionalno misli. 8:11 je ura, 014752222 je naša telefonska številka. Zdaj je z nami poslušalec Ivan iz Novega mesta. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, Ivan, vprašajte. Sem z multiplo sklerozo, je pa taki znaki, so pa kar aktualni pri meni, na podlagi tudi trde mišice. Zdaj pa, ali je kakšna taka varianta, da bi se človek znal sam sebe
umeščati v mišicah samih in v samem gibanju. Ne. Vem pa, da je veliko vpliva tudi na možgane. Ne. Torej, jaz bi poudaril v tem primeru, da se lahko vaša misel zelo dolgo časa zadrži na tem vašem simptomu, se pravi na tej multipli sklerozi. In če boste vi preveč negativno razmišljali o sebi, se vam libido kuri za to vašo travmo, za ta vaš hendikep. Zdaj, če ste preveč napeti, se da sproščati z nekim autogenim treningom. Autogeni trening je nek psihični postopek, ki umirja, ki pomiri človeka, ampak tega se treba naučiti. Se pravi, če imate tonus v mišicah, da se sproščati, ker misel je tista, ki jo je treba sprostiti, da človek ni napet. Ampak treba je vedeti, da če se zelo obremenjujete s to vašo boleznjo, multiplo sklerozo, je problematično to, da ne vzamete v zakup, da se vam je to v življenju zgodilo in poskušate normalno živeti ob tem, da imate ta hendikep. Ne sme vam priti do živega, ne smete se v bistvu sekirati za tega svojega hendikepa, ampak morate... Zdi se mi včasih podzavestno, da se mi to dogaja, da potem razmišljam. Fenomen človekove duševnosti je in tudi stresa, da včasih zavestna misel je čist normalna, ampak v nezavednem se pa zagatne misli spontano meljejo, ne mislijo se in tam se kuri libido. In tukaj v bistvu je človek včasih brez moči, ampak če pa človek avtoanalitično skuša razumevati svoje nezavedno, pa ugotovi, da je njegov bistveni problem mogoče pri vas ta multipla skleroza in jo more z mislimi razgraditi, se pravi jo vzeti v zakup in reči Bob, to imam in gremo dalje v življenju. In to je mogoče tista misel, ki vam obeta, da bi se mogoče bolje počutili, da bi bili manj v stresu, manj napeti. Pa je tudi vpliv lahko vnetna stanja vnetna stanja določene točke. Lejte, če vaša zavest nekaj ve in če je to nekaj neprijetnega, vaše nezavedno to naprej misli in če je to zelo zagatno, zelo neprijetno, se vam dogaja odtok libida nenehno in potem ste v nekem depresivnem stanju, ker vse skozi. In v takih primerih je dobro se pogovoriti z nekom, ampak ne nekom od domačih, ki vas bi tolažil, mogoče bi celo kak psihoterapeut vam znal pošlihtati te misli, ki uberejo napačno smer, ali pa osebno svetovanje. Nek modrec vam mora povedati, neka avtoriteta, ki boste zaupali, da pač s tem vašim hendikepom se da čisto normalno živeti, ne smete pa vi dramatizirati svoje situacije, ker to vam potem povzroči nenehno stresno stanje. Ja. Upam, da ste Najlepše hvala vam vseeno. Prosim. Lep pozdrav. Ivan Slavka iz Kranja je zdaj z nami. Dobro jutro. Dobro jutro, lep pozdrav obema. Pozdravljeni. Lejte, mene pa zanima, kaj naj naredim ali oziroma pomagam hčerki, ki ima zdaj 3. popravni izpit iz matematike, ker ji težko gre. In je zanima, ne bo v 4. letniku ali ne bo morala ponavljati. Lejte, Živi zelo stresno, zdaj ne more ne spati, ne jesti že 14 dni. Verjamem. Lejte, jaz imam doma sina, ki je imel tudi popravni izpit iz matematike, 4. letnik, ki je uspešno opravil in vem, da je bilo za njega stresno. Ampak moram vam poudariti, da sem včasih pa jaz na njem vzpostavljal stresno stanje. Učenec, dijak je že tako in tako v stresu in v družini rabi razumevanje, rabi podporo. Družina ne sme biti izvor nadaljnega stresa, ne sme biti žaljenja. Se pravi, spodbujate. Ja, smo pripravljeni tudi, rečemo sama, sem tudi pripravljena, da tudi če pomaga, če pade, ponavlja, ne. Pa že kako, ampak zdaj ona vseeno pričakuje, da bo, ker se zelo uči, tudi precej zna skoraj vse. Glejte, ima tisti strah, da bo pisno bo naredila, ustno bo odpovedala. Ja, glejte, treba je vedeti, da se svet ne bo podrl, če ona ne bo naredila tega izpita, ga bo enkrat drugič. Čeprav, jaz sem že imel primere na osebnem svetovanju, ko so študentje tudi imeli tremo,
Ne? In zdaj to tremo je treba anulirati. Ne? Zdaj obstaja tudi neka bližnica, recimo s hipnozo se da tremo anulirati, kar pomeni, da človek uprizori na izpitu znanje, ki ga dejansko ima, ki mu ga pa trema, se pravi stres, spodbija. On ima znanje, ne more ga pa pokazati, ker ima tako veliko tremo, ker mu možgani v objemu tem stresa ne delujejo. In zato je treba umiriti, misel je treba spustiti dol, misel ne sme biti dramatizirana, ne kaj bo, če ne bom naredil, nič ne bo, svet se ne bo podaril. Se pravi, treba je zmanjšati stres, libido se ne sme odtekati za mišljenje teh absurdnih situacij, ampak se mora energija unovčiti za mišljenje tistih kognitivnih procesov, same matematike. Ne? Rekli ste, magister Vodeb, da pomaga v takih primerih lahko neka avtoriteta, pa je lahko to mama ali pa oče? Načeloma sta mama pa in oče tisti avtoriteti, ki dobro delujeta v odraslosti na simbolni ravni. Se pravi, če gre tak otrok k nekemu modrecu, nekemu načeloma pametnemu človeku, ki je avtoriteta, in če pameten človek reče, hej, svet se ne bo podaril, če to matematiko ne boš naredila. In iz ust neke avtoritete neka beseda bolj zaleže kot iz ust matere ali pa očeta. In ta avtoriteta je na simbolni ravni. Če moški je vrnjeni oče, če pa mati, če pa ženska je pa vrnjena mati. In otroci znajo včasih iste stavke bolje razumeti, bolj jim pridejo do živega, če jih izreče neka avtoriteta. Še nekaj, gospa je rekla, da hčerka ne more jesti, je potem značilno za stresno obdobje, da človek hujša? Ja, pri nekaterih, ki so v specifičnem stresu, se zna zgoditi to hujšanje, ampak pri nekaterih se pa zna vzpostaviti pretirana ješnost ali celo se nekdo začne rediti z istimi vnošenimi kalorijami, kar pomeni, da na simbolni ravni človek okrog sebe gradi ščit v obliki maščevja. To je ta simbolni red, v katerega so ujete recimo ženske, ki imajo motnjo kompulzivnega hranjenja. Ko nezavedno gradijo ščit okrog sebe, se debelijo, jejo, tudi grizejo problem, požirajo problem, ker v bistvu ne jejo hrane, ampak žrejo probleme. Ne? In ta matura, popravni izpiti so za otroke izredno stresni in ti mladi ljudje se ne znajo spopasti s stresom. Zato je tolažilna beseda več vredna kot napad na nekoga. Melita iz Novega mesta je zdaj z nami. Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz bi vprašala gospoda za njegov naslov, kje se lahko dobi. To pa v režiji. Na internet. Vežete nazaj režijo? Ja, bomo sicer pa na spletni strani, ne? Torej, na spletni strani, če vtipkate Roman Vodeb, boste prišli do moje spletne strani in tam je tudi telefon, e-mail, pa lahko to povprašate tam. Prej ste govorili, magister Vodeb, o avtogenem treningu in tudi o hipnozi. Se avtogenega treninga lahko pravzaprav vsak sam nauči? Torej, avtogeni trening je poznan iz športnih logov, tam se športniki s to metodo pripravljajo, psihično pripravljajo, vizualizirajo. Gre pa za to, da človek sebe umiri. Ne? Če gre za stresno stanje, permanentno stresno stanje, se skozi avtogeni trening človek lahko samega sebe umiri. Ampak hipnoza je pa neko stanje, trans stanje, kjer umiritev doseže tisti, preko hipnoterapeuta, nekdo, ki izvaja hipnozo, z besedami pripravi človeka, da začne misliti po sugestiji, ki jo ta hipnotizer naseli v nezavedno. In potem človek misli tako, kot mu je ukazano, s posthipnotsko sugestijo, in ne misli tako, kot mu njegova misel zavoženo, bi rekel, zavozlano misli neke stresne kontekste. Rekel sem, da je misel tista, ki jo je treba razvozljati in včasih človek sam tega ne zna. Nek svetovalec to pomaga, skozi hipnozo, to je pa neka bližnica, ki jo sicer jaz ne bom rekel, da jo ravno priporočam, ampak vidim pa v hipnozi včasih pa neko rešitev, ki se ne da drugače doseči. Kako dolg je ta učinek hipnoze? Koliko časa traja? Torej, posthipnotska sugestija ni večna. Načeloma, če se prakticira za neko stresno stanje pred maturo, daje pozitivne učinke tam en teden, pa par dni. Tako da